Na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica je bilo pretekli četrtek slovesno. V drugem nadstropju stavbe so uradno odprli prenovljeno učilnico, opremljeno z računalniki. Prav je, da ko naredimo kaj tako velikega, kot je na videz tale mala računalniška učilnica, da se tudi potrpljamo programi. In brez tistih, ki ste danes tukaj, se to ne bi zgodilo. Celo tako zelo smo se lahko zanesli na vas, da sta dve osebi iz tehnične del bolnišnic, ko se je tule začelo razvijati, pa vendarle se je teklo v najlepšem redu. Tako da vesela bom, če boste delili z nami kakšne vtise današnje. Pripravili smo nekaj zadev, recimo ta učilnica, kako je izgledala prej in ne boste se mogli načuditi, kako zelo je bila temna in drugačna. Ampak izhodišče je bil pa tale katalog, ki smo ga izdali ob 60-letnici Ljudske leta 2019 v koncertu v parku. In takrat je v bistvu bilo zapisano nekaj takih modrih misli, o tem, kolikokrat se je znanje pomnoži, koliko ljudi je šlo skozi to učilnico. Številka tistih, ki so pri nas dobili samo javno veljavno potrdilo o znanju računalništva, gre proti 700. Kaj se potem s temi ljudmi zgodilo v zadnjih 15 letih, kam so šli, ne vemo. Si pa z lahkoto predstavljamo, da je njihovo življenje zaradi tega, ker so dobili nova znanja boljše. In upamo, da se bodo vsi naši udeleženci v tej hiši dobro počutili. Vsak od vas, ki ste danes tukaj, še posebej moje drage kolegice, ste prispevali na svoj način in upam, da se bo dobro počutili v tej hiši tudi naši učitelji. Z nami je žal Miro Tango, je javno, da rešuje težave, kot običajno delajo računalničarji in da je nekje drugje bolj potreben kot tukaj, ampak on je recimo naš računalničar, ki je predaval še v učilnici spodaj v Predviču, ker je danes skladišče. In jaz sem vesela, da je z nami gospod fotograf, ki je hodil v šolo, pa je hodil v tisto računalniško učilnico. Je bila tako lepa kot ta, rečete? Približno. Pa predvsem je bila zelo tesnjena. Mi smo računalnici namenili eno od naših največjih, najbolj zračnih in najbolj svetlih učilnic, ki je po novem tudi klimatizirana, kar je v bistvu